Dober dan, pozdravljeni v zadnji oddaji rubrike Gospodarstvo, ki jo pripravljamo skupaj s kolegi iz gospodarske redakcije. Tokrat je danes z nami naš kolega, novinar Miha Jenko. Miha, pozdravljen. Dober dan, Sonja. Najprej naj ti povem, da za to poletje končujemo sezono oddaj. Nadaljevali bomo spet septembra. Morda bi bilo zato najbolj primerno, da se ozreva v prihodnost. Gospodarski obeti za prihodnje mesece niso najboljši. Gospodarstvo je v krču. Kaj se nam torej obeta? Kaj lahko pričakujemo? Vročo poletje, še bolj vročo jesen? Verjetno bo jesen vsestransko vroča, ne samo gospodarsko, ampak tudi politično, vsaj po teh zapletih, ki se kažejo, znotraj največje vladajoče stranke. Ampak če pogledamo bolj gospodarske kazalce, očitno bo letošnje leto še eno, izgubljeno leto za Slovenijo v razvojnem gospodarskem smislu. Gospodarska rast je bila že v prvem kvartalu zelo nizka, padec je bil v bistvu, niti rasti nismo imeli smo 5% padec in lahko pričakujemo, da se bodo taka gibanja še nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Še posebej, ker vidimo, da tudi po drugih državah, s katerimi Slovenija trguje, situacija ni bistveno boljša. Tudi napovedi za nekatere, razvijajoče trge, ki so bili doslej glavne lokomotive svetovnega gospodarskega razvoja, so zdaj poslabšane. Tako da kaže, da se celotna svetovna gospodarska, situacija nekoliko poslabšuje, umirja. In temu seveda se bo morala prilagoditi tudi Slovenija, ki v bistvu zdaj sodi med države, kjer je, gospodarska kriza najgloblja. Kaj zdaj v bistvu to pomeni za nas, državljane? Ali lahko pričakujemo val stečajev, še nadaljnjo rast brezposelnosti? Kako bomo napolnili državno blagajno? No, to je več vprašanj, Sonja. Zdaj, glede stečajev je tako, zdaj tiste najslabše podjetja so že padla, tako da v bistvu tam, saj kar se stečaje tiče in slabe terjatve, se tukaj situacija počasi že umirja, ker tisti najslabši so odpadli, zdaj ostajajo tisti, ki so še pri življenju, ki gredo še naprej. Tako da verjetno se bo ta trend, umirjenja stečaja nadaljeval. Vsekakor pa, kaj lahko pričakujemo, že zdaj nas je vlada 1. julija nas je pozdravila z višjim davkom na dodano vrednost, ki pa očitno bo bolj slabo polni državno blagajno. Se ravno ta rebalans, ki se danes sprejema v parlamentu, kaže, da bo letošnji proračunski primanjkljaj še vedno precej velik. Znašal bo 1,5 milijarde evrov vsaj. Zdaj, ta proračunski primanjkljaj je seveda posledica nizke gospodarske rasti in nižjih davčnih prilivov iz vseh možnih naslovov, davka na dobiček ni. Tako da bo dejansko Slovenija morala letos postrgati res čisto vse zadnje rezerve, da bo napolnila, državno blagajno, da bomo lahko sfinancirali vse javnofinančne potrebe. Se pravi od tega, da financiramo šolstvo, zdravstvo, kulturo in vse drugo. Se pravi, vsekakor bo letošnje leto proračunsko zelo težko, tako da ne bi izključil, če bi bil jeseni še kakšen rebalans državnega proračuna. Seveda v predpostavki, da bo ta koalicija zdržala. Kje so pa večje možnosti na strani odhodkov ali prihodkov? Ali so sploh še kakšne možnosti? Na strani prihodkov možnosti kakšnih posebnih ni. Zdaj davčno breme smo že zelo povečali. Zdaj vlada nam grozi še z davkom na nepremičnine, ki bo začel veljati prihodnje leto. Tako da najbolj zanesljivo bi v bistvu prihodke polnila višja gospodarska rast, ki je pa zaenkrat še ni na obzorju. Zdaj vlada pravi, oziroma nekako upa, da bo gospodarska rast višja v prihodnjem letu, ko naj bi vendarle se že poznali prvi pozitivni rezultati sanacije bančnega sistema, ki je bila sicer že napovedana. Vemo, da bi morale biti prve terjatve prenesene na Slabo banko do konca junija, vendar pa do tega ni prišlo. Kaj zdaj pravzaprav res pomeni? Kako nam kaže s to sanacijo bank? Kdaj bomo lahko začeli učinkoviteje reševati bančni sistem? Zdaj Bruselj nam je dal zavoro. Jaz sem se pogovarjal z več ljudmi, z tudi velikimi poznavalci bančnega sistema našimi in nihče pravzaprav točno ne ve, kaj se dogaja. Zdaj,
recimo gospod Arhar, s katerim sem opravil intervju, ki bo objavljen v tej sobotni prilogi, rekel, da dejansko ne ve, če ne bo na koncu situacija taka, da bo Bruselj na katerokoli formulo, po kateri bomo mi preračunali vrednost naših slabih terjatev, zahteval, da v bistvu, da jih znižamo to vrednost še za 10%. Tako da zdaj dejansko jaz pričakujem, da se bodo prve slabe terjatve prenesle nekje do konca avgusta. Vsaj take so zdaj napovedi. Vedno pa se potem očitno zatakne pri ceni teh terjatev, o kateri pa zdaj ni nekak skupnega jezika med Slovenijo in Brusljem. Konec koncev pa vemo, da mi, kar se tiče teh slabih terjatev, imamo že, sprejeto uredbo, ki jo je potrdila Evropska centralna banka. Ta uredba je stopila v veljavo letos pomladi in dejansko me zanima, kje so tukaj zdaj nesoglasja tudi znotraj te trojke. Se pravi med Evropsko centralno banko, ki je potrdila to uredbo, po kateri bi se terjatve preračunavali, in Evropsko komisijo, ki je zdaj oporeka. Tako da to je vprašanje, kot sem že nekajkrat dejal, za 7 milijard evrov, kot znašajo skupaj te slabe terjatve. Vsekakor pa bi bilo vse, kar bi naredili v zvezi s slabimi terjatvami, ta hiter prenos, skratka neka operativnost Slovenije, bi bila zelo dober signal za navzven, ker v bistvu, kot sem tudi že dejal ob neki priliki, Slovenija še vedno obupno potrebuje kakšno dobro novico, ker do zdaj so te novice, ki prihajajo iz naše države, predvsem zelo slabe. Z izjemo, če lahko rečem, to zadnjo, bi rekel, potezo Gorenja, ki je privabilo v svojo lastniško strukturo japonski Panasonic. To je bilo v bistvu zame, če lahko rečem, edina dobra gospodarska novica v letošnjem letu. Takrat so se pogovarjali, mislim, da marca, ko si je omenil, da bi bila potrebna kakšna dobra novica, zdaj smo julija. Ja, tako. Kaj bo septembra? Ja, se pravi, teh novic ni veliko, bi jih pa zelo potrebovali. Zdaj, kaj bo septembra, nihče ne ve, ker v igri je, kot vidimo, kot sem se pogovarjal s kolegi političnimi komentatorji, so tudi scenariji, da bi vlada recimo septembra lahko padla, če pride do kakšnih, bi rekel, velikih zasukov znotraj največje vladajoče stranke. Bova videla v septembru, ko bomo spet nadaljevali z rubriko Gospodarstvo. Do takrat te lepo pozdravljam in ti želim vsaj dobre članke, če še ni toliko dobrih novic. Hvala lepa. Hvala.